Je tako najbolje, da kar začnemo z današnjo oddajo. Zdaj, če ste dobro gledali, ste mogoče prepoznali prvo današnjo goste. Danes imamo dve gosti, dve simpatični pevki. Prva pevka z nami pa iz Pomurja prihaja in sicer Lana Lančič ali Sia Lana. Lepo pozdravljena. Rekel sem z Pomurja, ker si nisem zapomnil, iz kod točno, boš pa ti povedala, iz kod prihajaš. Ja, iz Prlekije, torej Sveti Ljubščavnici. Aha. To je blizu... To je blizu, lahko bi rekli, med Mariborom in Mursko Soboto. Aha. Nekaj takega. Veliko, to je v bistvu mesto, vas, občina. Kraj. Kraj, ja. Aha, koliko prebivalcev ima? Koliko prebivalcev ima? To pa res... To pa ne vem. Ni vas veliko, verjetno, grozno. Ne. Ok, mogoče za uvod zelo zanimiv Sia Lana, ne? Lana Lančič, zakaj Sia Lana? Ja. Pol smo razmišljali o tem imenu, pa kaj bi bilo najbolj primerno, kaj bi v bistvu odražalo glasbo, ki jo torej z Goranom ustvarjava. In neka skupna nota vseh komadov je bila ta neka sanjavost, tudi besedila, ki sem jih pisala, poudarjajo nek ta notranji sij, notranji žarek. In to se mi je zdelo nekako, slišalo se mi je čarobno, sanjavo in primerno najni glasbi. Sia pomeni torej sijati. Lahko bi rekli, da izhaja iz besede si nekaj v tem smislu. Obdržala si pa tudi ime, ne? Ja, to sem pa nujno hotela, ja. Nisi pa novinka na glasbeni sceni, ne? Ja, sem še dokaj sveža, mislim. Smo že kar nekaj časa sodelovali z Art Music Records. Z Goranom, po mojem, sodelujeva že kakih 10 let. Sva se ravno zadnjič čudila, da je res že veliko časa to. Tako da smo vedno že skozi počasi nekaj ustvarjala in sam čakala, po moje, na pravi trenutek, da se nekaj, ne vem, ali kaj se je sploh zgodilo, ampak vse se je naenkrat poklopilo, ko sem torej prvič zapela ta Lost and Reverie, torej prvi komad, in so bila oba čisto navdušena, da se je pač začelo nekaj čisto novega. Tako da, ja. Je kaj žal, da recimo v teh 10 letih ni recimo več komadov prišlo ven, recimo več spotov? Ne vem, če bi lahko rekla, da mi je žal, ker ful sem eksperimentirala, sem manj za kreativnega človeka in sem ful različnih stvari izprobavala, kaj bi bilo zares zame, ampak vedno sem se na koncu vračala k petju. In dolgo sploh nisem vedela, da bo to neka moja sanjska kariera, ali kako bi temu rekla. Tako da ne bi nič zamenjala, v bistvu zdaj s temi izkušnjami, s tem znanjem in tudi odnos sva ful poglobila v tem času in se mi zdi kar idealen trenutek za nekaj takega. Če smo že dobili kakšno sporočilo, telefon je zacingljal. Ok. Pa poglejmo, samo malo, takole, da se ne bom kaj zmotil. Poglejmo, ok. Zdenko iz Celja. Kdaj si začela z glasbeno kariero in koliko nastopov si že imela? Ok, no to še nismo vprašal, ne? Zdenko si tudi prislužil pico našega sponzorja Vaja, ki jo potem tudi mi za kulisijo malo pojemo, ne? Izvoli. Glasbeno kariero, ja, to lahko rečem, da sem komaj zdaj bolj na svežo se začela prav zares, ne? Ker sem se z glasbo že nekaj časa ukvarjala, tako bolj v prostem času. Zares pa sem v bistvu zdaj začela. Sem že nekaj nastopala, tudi v glasbeni šoli, ko to še v bistvu bilo čisto v osnovni šoli, sem nekaj nastopala v srednji šoli, kar nekaj nastopala, ampak zares se je pa moja kariera, po mojem, začela sedaj, pač ko pride nov album s tem prihodom tega singla. Kaj je bilo pa drugo vprašanje? Kaj boš drugo vprašanje? Prvo, kdaj si začela, pa koliko nastopov si že imela? Koliko nastopov sem že imela. Nastopov sem že rekla, da sem jih pač imela, ampak res tako, ja, v srednji šoli to ni bilo. Tam se v bistvu vse skupaj začeli, ne? Ja, začelo se že v osnovni šoli, po moje, pa z glasbeno šolo. Tak nastop, tak zares pravi koncert je bil zdaj pred kratkim v Lenartu na otvoritvi enega bara in to je v bistvu bil tak prvi zares koncert zame.
Kako se ti je zdelo, recimo, prvič je vedno nekaj posebnega, ne? Ja. Pritisk Moram reči, občinstva, trema. Moram reči, da sem predtem bila ful sem se veselila, ker sem tudi včasih na kakih dogodkih Art Music Records sem zapela kakšne 3 komade in sem vedno bolj začela uživati v tem in sem se ful veselila. Pol, ko je bilo prišlo do tega, pa je bilo nekje 20 komadov ali nekaj takega, pa moram priznati, da sem dobila malo treme. Ampak sem ful vesela, da sem začela zdaj že tako hitro, že takoj v bistvu v izidu prvega singla se je pojavila priložnost za koncert in da v bistvu začnem to kariero čim prej, ker sem že bila ful sem se že veselila tega začetka. Tako da na koncu sem bila zelo zadovoljna s koncertom. Se pravi, ful zabavali. Se pravi, zdaj pa upaš, da še ne več koncertov, ne? Ja, sploh, če bojo razmere, ki se spet zaostrujejo, na žalost, ne? Ja, ampak verjamem, da se bomo znašli. Da se bomo, ne? Ja. Okay. Zdaj pa tudi vprašam vsakega, recimo z nastopi, kak je bilo, ko je bila korona, zdaj pretepnih nastopov ni bilo, ampak vseeno je bilo malo nelagodno, ker v bistvu takrat v času korone skozi doma, nikamor, ne, tudi ja, ni bilo. V bistvu na mene korona ni tako slabo vplivala, mislim, ta celotna situacija s korono. Jaz sem itak to leto v bistvu imela absolventa in sem pisala diplomo in z Goranom sva ful pol ustvarjala in se ta album, torej sva delala na tem albumu v studiu, tako da name ni kaj posebno vplivala oziroma mi škodovala. Sva kar dobro, se mi zdi, da z Goranom izkoristila ta čas in bila kreativna, tako da je bilo kar okej. Super. Zdaj pa pred mi nadaljujemo v novem spotu, gremo na glasbeni kviz, ki ga že težko pričakuješ. Med odmorom si izbrala danes imamo dva velikana ženske glasbe. Izbrala si Tino Turner. Prvo vprašanje, čisto enostavno. Koliko je stara Tina Turner? Samo povej odgovor in gremo naprej. Za 3 točke. Rečem 70. To je malo premale. Malo več je že gospa stara, čeprav ne deluje toliko. Se pravi 77, 80 ali 83. Aha. Oziroma, ne, 77, 81, 83, tako je. Okej, rečem 77. Plus 4. Aha. Ja. 81, bi si mislila, da je toliko, Ne. Ta dolg je že z nami, ne? Okej, drugo vprašanje. Koliko albumov je izdala v svoji karieri? Album več ne dela, to, kar je naredila. Lahko pač za pomoč jih res ni tako grozen velik, čeprav ni veliko album delala, bolj je koncertirala in to, ne? Tako grozen velikih spet ni bilo, ni taka ogromna številka, ne? Okej, pa rečem 35. To je res ogromna številka, ne? A je? Ni bilo toliko. 11, 15 ali 20? 15. 11. Veliko je bilo turnej, ne? Ni bilo pa toliko albumov, ne? Škoda. Okej, zdaj pa gremo vsaj za točko, ne? Kdaj je naredila Tina zadnji album? Katerega leta je to bilo? Zdaj že kar nekaj časa ne nastopa, ne? Kdaj je bil zadnji album? Album je imel naslov Tina, to ti lahko malo pomagam. Ja. Rečemo... 1900... Za pomoč od 2000 naprej, ne? Ena številka, ne? Okej. 2002. 2002 žal ni. 2006, 2008 ali 2010? 2006. Zadnji govor? Ja. 2008. Zelo blizu pri vseh odgovorih, ne? Niso to lahka vprašanja, ne? Tako da, na žalost, ni nič z opisom na lestvico, kjer še vedno vodi
tokrat Ana Golavšek 5 točk in pa Kris 7 točk. Ok, dobro, gremo nazaj na glasbo, ki ti bolj leži, ne? Lost in Reverie. Reverie. Ja. Ok, Lost, vem kaj pomeni Reverie, pa boš pa ti sama ali to? Reverie v bistvu pomeni sanjarjanje. Aha. In tako je v bistvu tudi ta komad, neka glavna tematika komada je sanjarjanje v bistvu o tem, kako lep je ta svet, o nekih majhnih trenutkih, ki jih lahko cenimo v življenju in na katerem velikokrat torej vzamemo za samoumevne. Tako da to je v bistvu neko v bistvu sanjarjanje o tem, kako je lep svet. Rada sanjariš? Ja. Ljudje, ki me poznajo, bi rekli, da sem kar zasanjena, včasih mogoče celo preveč. Tako da je kar primeren ta komad. To je bil tvoj prvi solo, ne? Ki si ga v septembru izdala. Zanimivo pa, da je v angleškem jeziku. Ja. To je v bistvu bil tudi prvi komad, za katerega sem sama napisala besedilo. Vse? Vse. Tako da sama nisem vedela, kako bi se tega lotila. Malo sem nekaj začenjala, nekaj osnutke in hitro sem ugotovila, da se v bistvu v angleščini nekako bolj varno počutim za nek začetek. In ja, tako je v bistvu nastal angleški komad. In potem sem tudi razmišljala, da je potem lahko tudi primeren, torej bolj za mogoče svetovno sceno. In ja, definitivno pa prihaja še slovenski album. Aha. Tako da to je v bistvu sam začetek. Aha, ne boš imela angleških komadov? Bodo še tudi angleški, ampak zdaj pa naslednji album pa namerava biti slovenski, v slovenskem jeziku. Si rekla, pri tej besedilu sem pisala sama, kdo je še vse pomagal pri prvem glasbenem projektu? Torej, Goran je bil producent, on je v bistvu tudi uglasbil ta komad, mi je poslal ta demo, na katerega sem potem zapela. Zraven je tudi bobne posnel Jure Rozman. Tako da, ja, kitare. Zdaj pa spet sem slaba z imeni. Aha, si nisi zapomnila. Glavno piše pod spotom na YouTube. Ja, definitivno, si pogledajte. Ok, zdaj sam spot je bil le prvi. Kako si ti zapomnila samo snemanje spota, zahtevno, naporno, super? V bistvu je bilo super. Sem mogoče pričakovala, oziroma sem se pripravljala, da bo mogoče težje, ker pač je itak to nek prvi spot zame in pa tudi za moje kolegice, za vse sodelujoče, ki so bili zraven. To je res na začetku deloval kot en tak amaterski projekt. Ampak itak mi je bilo najbolj pomembno, da se zabavamo, da se s prijateljicami, da v bistvu uživamo. Nisem hotela, da bi se to razvleklo v neke 3 dni, da bi bili vsi celi utrujeni. Ful sem hotela, da se pač ohrani ta neka spontanost, kar je v bistvu tudi na vse zadnje sporočilo tega komada, da je pač ta nek užitek in uživanje. Tako da v bistvu bi še rada povedala, da so mi tukaj ful pomagali prijatelji. Torej, moja kolegica Janja je v bistvu zašila te oblekice, potem tudi te rekvizite smo nekako skupaj prinesle in ja, to je v bistvu bilo eno tako ful prijeten dogodek za vse vpletene. Ful smo uživali. V spotu so tvoje prijateljice? So moje prijateljice, tako je. Jih je bilo težko prepričati? Ne. Z lahkoto so šle, da bojo... Sem vprašala, hej, a bi sodelovali v mojem prvem spotu. Ker ponovadi je veliko odpora pri snemanju spotov, noben noče noter, ne? Res. Vsi pravi, mislim, veliko pravi, ne? Ja, boljše, da nisem vedela tega, no. Ja. Se pravi, kje ste pa to posneli? To sem v bistvu posneli v Izoli na plaži Bele skale. Aha, Bele skale. Ja. Lepa lokacija, ne? Ja, ful je bilo, vse pravi, res je bilo. Idejo za sam spot in lokacijo si dala ti ali si prepustila režiserju? V bistvu sem to idejo za videospot sama se spomnila, sem pa pol smo se isto posvetovali še s kolegicami, so one dale par idej in smo nekako tako skupaj to neko zgodbo zapeljale. Zdaj pa izdaj, če se na snemanju kaj takega zelo smešnega zgodilo, ker se vedno nekaj zgodi. Kaj se
Mogoče še najbolj smešna stvar je bila pol, ko je začelo deževati, ko smo mi nameravali iti še nazaj snemati, še mogoče kak kader posnet in pol je začelo deževati. Ampak v bistvu, ja, smo se temu nasmejali, šli na pijačo in to je to. Kdaj ste pa posneli to? To je v bistvu že bilo poleti, smo snemali v začetku julija. Kakšne težave zaradi teh koronskih omejitev ni bilo? Ne, saj smo itak bile na prostem, smo bile zunaj, tako da je bilo vse. Občine so bile odprte, ne? Ja, Ker če bi pa prej posneli, bi pa še problemi. Bi bili še s mogli tem pa tudi, problemi, ja. kako priti do Izole, ne? Iz Prekmurja, ne? Ja, Brez posebnih drugo regijo. potrdil in dokazil. Tako je, ja. Omenila si mi prej album, Ja. povej kaj več. Torej, album, ki prihaja, zdaj upam, da je bilo razumljivo, ker sem prej omenjala slovenski album. Torej, slovenski album pride za tem albumom, ki zdaj prihaja angleški album. Aha. Ja, tako da mogoče, če ni bilo jasno. Tako da album lahko pričakujete v naslednjih 2 mesecih. Najprej še pride single, drugi, z naslovom Bright Sunshine. Spet podobna tematika, neka ta notranja moč, v bistvu tudi v obliki neke afirmacije sem hotela, da je komad, govori pa predvsem v bistvu o tem začetku, oziroma o moji lastni izkušnji, kako sem se v bistvu lotila te pevske kariere, ki je, bi rekla, včasih na slabem glasu, ker ja, se govori, da pač se s petjem ne zasluži in podobno in je tudi jaz se pol veliko časa torej sem razmišljala o tem, če se bi tega sploh lotila in ja, je v bistvu o tem, kako sem to začela, kako sem nekako začela živeti svoje sanje, bom rekla. Koliko pa komadov na tem albumu, pa že veš mogoče tudi naslov? Ja, na albumu bo 7 komadov, naslov albuma pa še ne vem, še razmišljam. Verjetno kakšne pesmi, ne? Ja, Sedaj si po uvodni pesmi, ne? Ampak tudi uvodno pesem na albuma je težko zbrati, ne? tudi to. Ker so ti vse verjetno veliko enakovredne, odločitev ne? še sledi. Ja. Za slovenski album že imaš tudi kaj pripravljenega materiala? Za slovenski album imam tudi že en komad, tako da v bistvu en osnutek tega prvega komada za slovenski album, da bom znala od kje nadaljevati. Ne boš pa angleških poskušala prevajati, tega ne bo pri tebi, ne? Boš si čist? Smo razmišljali o tem prvem, ampak ne vem, če bom to kdaj izvedla. Mogoče kak posnetek na YouTubeu, kak session, mogoče v slovenščini ali pa sam refren ali pa nekaj. Mogoče, no. Ker bi ful rada, da bi tudi tisti, ki ne razumejo angleško, torej lahko razumeli komad. Super. Lana, hvala, da si bila del naše družbe. Pridi še kaj, ko bojo novi komadi. Mogoče besedica ali dve za naše gledalce in gledalke, potem se greva pa ta spot Lost in River tudi pogledati. Izvoli. Sem pogledam. Torej, hvala, da ste mi prisluhnili. Sedaj pa upam, da boste uživali in torej slišali to zgodbo, ki vam jo govori moj prvi komad oziroma najni prvi single z Goranom in uživali.